Dober večer. Prestižna gradnja, edinstveni materiali, občutek razkošja. V prvi tarči novega leta smo raziskali, kdo so tako imenovani predstavniki elite, ki lahko v prestolnici kupijo stanovanje za 4 milijone evrov ali pa ga najamejo za 6.000 evrov mesečno. Kdo so investitorji, kdo lastniki? Med njimi so znani odvetniki, podjetniki, zdravniki, politiki. In ker premožni posamezniki ali podjetja z gotovino kupujajo stanovanje za stanovanjem kot naložbo, enega za otroka, drugega za ženo in tako naprej, je v podivjanih cenah vse več ljudi, ki si ne morejo privoščiti niti najema, kaj šele nakupa. Mamica s plačo, ki je veliko zaposlenih sploh ne doseže, si najema ne more več plačati, z otrokom začasno biva v otroški sobi stanovanja svoje prijateljice. Temu bi težko rekli solidarna prihodnost. V tarči boste nocoj slišali tudi, kako je, ko si star 30 let in živiš pri starših, saj si kljub visoki izobrazbi, stalni in dobri službi ne moreš plačati niti najema garsonjere. V studiu pa z ministri in drugimi gosti, zakaj so velikopotezni načrti vlade o več tisoč stanovanjih in nepremičninskem davku splavali po vodi. Žan Dolajš. Država ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo primerno stanovanje. 78. člen ustave. Za mnoge Slovence le še mrtve črke na papirju. V po mnenju ljubljanskega župana najlepšem mestu na svetu rastejo luksuzni stanovanjski objekti. Palača Schellenburg, trosobno stanovanje, 1 milijon evrov. Najem 180 kvadratov v Spodnji Šiški, 4.000 evrov mesečno. Če se želite vseliti, pripravite še 8 tisočakov za varščino. Na drugi strani pa množica povprečnih Slovencev, ki dobesedno visi nad prepadom. Samo za najem sobe je treba v Ljubljani trenutno odšteti tudi do 450 evrov, brez tekočih stroškov. Zatekla sem se k prijateljici, spiva v otroški sobi, njeni otroški sobi od njenih otrok na Pogradu, zdaj že drugi teden. Tam spiva njeni otroci, medtem pač spijo v dnevni sobi na raztegnenem kavču. Naša anonimna sogovornica je mati samohranilka, ima redno službo in okoli 1100 evrov plače. Nemočen si, izgubljen si, nimaš izhoda, najhujše, da vidiš otroka, da nima kje spati. Vse, če si sam, pač se znajdeš, zmoreš, ampak otroku pa le moraš nekaj ponuditi. V Ljubljani smo pregledali ponudbo garsonjer, najcenejša opcija za enostarševske družine v stiski, ki ponuja nekaj družinske intime. Cene se začnejo pri 500 evrih. To je stanovanje, ki se oglašuje kot enosobno, a je v resnici garsonjera. Postelja je le kak meter od jedilne mize in kuhinje. 39 kvadratov in pogled na Šmarno goro vas bo stal 750 evrov. Prišteti pa morate še tekoče stroške, najmanj 150 evrov, nam po telefonu pove agent. Za sicer zgledno urejeno garsonjero bi nekdo z minimalno plačo porabil ves svoj dohodek. Ne bi mu ostalo niti evra za hrano, obleko in druge nujne stroške. V ljubljanskih Mostah se oglašuje ta 20-kvadratna garsonjera. Cena najema 600 evrov brez stroškov. Lastnik že v oglasu navaja, da bo utesnjeno stanovanje oddal izključno eni osebi. Mamice z otroki torej odpadejo. Realnost je takšna, 800 evrov najemnine plus stroški. Lahko recimo vi 1000 evrov daste za... Lahko dam, ampak dam cel dohodek samo za streho nad glavo. Tako še ena mamica z otrokom, ki je anonimno spregovorila z nami. Denar ni edini problem, pravi. Poklicala sem več kot 35 številk, od 20. junija do danes nihče ne želi oddati stanovanja. Mame z otrokom ne morem vršiti na cesto, mame z otrokom ne želim, otrok mi bo uničil stanovanje, ne bom vam oddal. Ljudje, ki so do stanovanja prišli v drugačnih razmerah, si mogoče niti ne morejo razumeti, v kakšnih stiskah ljudje danes v Ljubljani, v turističnih središčih po Sloveniji živijo, ker ne morejo živeti normalnega življenja. Ne le družine v socialnih stiskah, tudi 4-članske družine s staršema, ki zaslužita povprečne slovenske plače, se lahko v osrednji Sloveniji znajdejo v spirali revščine.
Eno bolj dostopnih stanovanj, primernih za takšno družino, smo našli v Štepanskem naselju, ki je še vedno znotraj ljubljanske obvoznice. Cena za 80 kvadratov 290 tisoč evrov. Si lahko povprečna družina privošči takšno stanovanje? Denimo, da je par brez prihrankov in finančnega zaledja staršev. Poleg stanovanjskega kredita bi moral najeti še drag potrošniški kredit. Prvih 10 let bi par plačeval kar 1852 evrov obroka. Pri skupnem dohodku 2900 evrov to pomeni kar 64% razpoložljivih financ. Po 10-letnem plačevanju potrošniškega kredita paru ostane še 20 let plačevanja obroka v višini 1188 evrov. Ob trenutnih pogojih pa bi banki par plačal kar 223 tisoč evrov obresti. V resnici gre za misijo nemogoče. Banka takšnega kredita paru s povprečnima plačama in otroki sploh ne bi odobrila. Za Slovenca s povprečnima plačama in naraščajem, ki sta se pripravljena do vratu zakreditirati za preostanek svojega življenja, ločena otroška soba in spalnica niso več nekaj samoumevnega. Zakaj je treba živeti v središču Ljubljane? Argument, ki ga slišimo pogosto. A cene so podivjale tudi drugod. To je hiša na Lavrici, zgrajena pred 70 leti. Cena neverjetnih 620 tisočakov. Stanovanje v Kamniku, 100 kvadratov, 439 tisoč evrov. Cerklje na Gorenjskem, pičlih 13 kvadratov veliko stanovanje za 72 tisoč evrov. 5500 evrov za kvadratni meter. In še bi lahko naštevali. Zdaj, a smo na poti, recimo, se nam lahko zgodi irski scenarij, ko mora država nekako subvencionirati spanje v hotelih ljudem, ker ne more priti do stanovanja, recimo. Lahko se nam. Svetovni popotnik Zvone Šeruga je oče 2 otrok. Pred časom so ženini starši družini Šeruga zapustili nekaj premoženja. Za lažji začetek si ga bosta razdelila hčerka Kaja in sin Grega, ki v Ljubljani končuje študij medicine in želi kupiti prvo stanovanje. Mi iščemo zdaj, ne vem, tako bom rekel nekako, enosobno okrog 30-35 kvadratov, nekje na bicikl razdalje od kliničnega. In za 160 evrov bi dobil 30-35 kvadratov, ampak kar se šel pogledat, ne da ni vredno tega, ampak ni nekaj, da bi prišel, se vselil in normalno prespal. Tako kot pričakuješ, če je cena od 4 ure pa pol pa nekje do 6-7 evrov, govorimo o starih stanovanjih. Zvonetov sin si želi kariero nadaljevati v ljubljanskem kliničnem centru. Ti mi pa govorijo, pridi v Prekmurje, pridi v, ne vem, v Sevenco, pridi kamorkoli, že to dobiš, ne vem, kakšno bajto v idiličnem Hribovju za ta denar. Ja, ni tako enostavno, ljudje smo, oziroma so vezani na neko lokacijo. In po 24-urnem dežurstvu se upam, ne bo vozil uro daleč v neko kmečko idiliko, kjer je za 160 tisoč dobil čudovito hiško. Ampak bo rekel, ma daj mi poslo, bagar pod mostom, sem da se grem na spad. Golobova vlada je zmagala tudi na obljubah o odločnem reševanju stanovanjske krize. Levica je v predvolilnem programu napovedovala kar 30 tisoč javnih najemnih stanovanj do konca desetletja. A številke so začele hitro kopneti. V koalicijski pogodbi Golobove vlade se je znašla krepko nižja zaveza. Zagotovitev 20 tisoč stanovanj do leta 2030. V začetku tega leta pa je vlada govorila le še o izgradnji 5000 stanovanj do konca mandata. In da vzpostavimo možnosti, da do konca mandata ustvarimo stroj, ki bo zgradil 2000 stanovanj na leto. 3000, pardon, moj predsednik vlade popravil. In kje smo danes? Vlada je lani in letos za gradnjo zagotovila dodatnih 25 milijonov evrov, a kakšnih konkretnih premikov še ni zaznati. Stanovanja, ki so obljubljena do konca mandata te vlade, so bila po večini načrtovana že v času prejšnjih vlad. Stroj, ki ga je opisoval Luka Mesec in naj bi letno zgradil od 2000 do 3000 stanovanj, bi lahko začel delovati šele, ko se bo aktualni vladi iztekel mandat.
Kako se bo ta stroj za gradnjo financiral, vlada še ni definirala. Koalicija se je ob nastopu mandata tudi zavezala, da bo nemudoma pripravila krizni načrt reševanja stanovanjske krize. Po skoraj 2 letih kriznega načrta še ni predstavila. Že kar nekaj časa pa je prelomljena zaveza vlade, da bo primerna zemljišča za gradnjo javnih stanovanj iz slabe banke prenesla na stanovanjski sklad. In čeprav je vlada našla razloge za to, da zemljišč ni brezplačno prenesla na stanovanjski sklad, pa bodo zdaj zemljišča očitno prenesena na državno družbo DSU, ki naj bi začela sama razvijati stanovanjske projekte. Vodenje DSU-ja je decembra prevzel Mitja Križaj, nekoč sodelavec slabe banke, ki spada okrog direktorja SDH-ja Žige Debeljaka in finančnega ministra Boštjančiča in ki je po menjavi oblasti ponovno vpet v državne gospodarske kroge. Zanimivo, Križaj, ki za vodenje DSU-ja prejema nekaj manj kot 8.000 evrov bruto mesečnega plačila, pa je posredno tudi lastnik podjetja Slape Invest, ki se ukvarja prav z gradnjo in prodajo nepremičnin. Kakšen je smisel vzpostavitve še ene državne strukture, ki bi gradila javna stanovanja? Je morda v ozadju interes po obvladovanju milijonskih tokov pri razvoju projektov in oddaji gradbenih poslov? Pod črto, vlada, ki je obljubljala velike spremembe, še ni uspela niti zajeziti požara. Cene nepremičnin so od nastopa Golobove vlade do danes zrasle za več kot 11%. Javna najemna služba, ki naj bi do najemnikov spravila številna prazna stanovanja, pa je v lanskem letu oddala, pozor, le eno samo stanovanje. Gospod Rabžak, s povprečno plačo si ljudje niti najema ne morejo privoščiti. Kako vam to zveni? Vsekakor ne zveni, kot da bo prihodnost solidarna. Če konkretiziram, zdi se, da vsakokratna vlada, oziroma da ne moremo govoriti o državi, ki zasleduje 2. člen ustave, torej da govorimo o socialni državi, kot smo izvedeli iz članka, vsakokratna vlada krši 78. člen ustave, ki pravi, da mora država vsakemu zagotoviti stanovanja. Te stvari niso naključje, so rezultat konkretnih politik, konkretnih dejanj. Mislim, da treba izpostaviti 2 trenda, ki tukaj prevladujeta. Prvič, vdor špekulativnega trga na stanovanjsko področje in drugič, postopen in pa znaten umik države iz področja stanovanjske preskrbe. Ta vlada, treba jo pohvaliti, v samem začetku v koalicijski zavezi je izpostavila vse ključne ukrepe, ki so potrebni, da zagotovimo stanovanja, da spremenimo trend. Žal, od sprejema koalicijske pogodbe smo zaenkrat opazili samo kršitve določenih zavez. Tukaj bi poleg že omenjene dodal še prelomljeno zavezo, da se sprejme progresivni nepremičninski davek. Na vseh ostalih področjih pa pravzaprav nismo videli še nobenih konkretnih premikov. Ampak bi rekel, ni še prepozno, mislim, da je še več kot dovolj časa tudi za to vlado, da se vrne na zastavljene smernice in situacijo. Gospod minister, le besede, nič premikov? Ja, se ne strinjam povsem, se pa povsem strinjam, kje je problem. Problem je, da se zagotovo gradi premalo in drugič, kdo gradi in s kakšnimi nameni, predvsem za špekulativno rabo. Naš cilj vlade je, da zagotovimo dostopna stanovanja, torej s tako najemnino, ki si bodo ljudje lahko privoščili, da so varna, torej z najemnimi pogodbami za nedoločen čas in pa predvsem kvalitetna. To tudi delamo. Samo v letošnjem letu, lansko leto, smo že dokapitalizirali stanovanjski sklad s 25,5 milijona v letošnjem letu. Z istim zneskom nadaljujemo naprej in samo v letošnjem letu se bo začela gradnja 1100. No pa še to, da je veliko teh številk bilo različnih in obljub. Zdaj, kakšne bodo te številke, če boste mandat končali leta 2026, koliko bo teh stanovanj? Za kakšno številko vas lahko držimo? Jaz za številkami stojim, ki sem jih povedal od prvega dneva, ko sem stopil na mandat. Ja. In sicer 5.000 do konca mandata in potem 3.000 vsako leto. Ni bilo 3.000 zdaj do konca mandata, zdaj je rečeno 3.000 do konca mandata, 5.000 jih bo. 5.000 do konca mandata in to je številka, katero bomo tudi dosegli, glede na projekte, ki so v pripravi. Je pa treba se zavedati, to je politika, ki je bila 30 let zanemarjena, in država jo ni razvijala. In zdaj smo v fazi razvoja, delamo pospešeno in verjamem, da delamo dobro. Gospod Ramšak, samo še komentar igre številk.
absolutno igra številk. Ni prva vlada, ki je zagotovila denarja, že Šarčeva vlada, spomnimo, je dejansko zagotovila prenos določenih zemljišč iz DUTB na stanovanjske sklade. In recimo, če konkreten primer pogledamo, v Glincah bi na tistem zemljišču, ki so ga dobili skladi, možno bilo graditi 370 stanovanj. Letošnjem letu bodo pridobljena vsa gradbena dovoljenja, ampak smo slišali ta teden komentar, zaradi tega, ker je vlada zagotovila zgolj 25 milijonov, se jih bo gradilo zgolj 90. No, pa gremo zdaj na teren. Gospa Vika Novak, za vami je soseska, ki jo je investitor zgradil, tako je rekel, za elito. Zdaj vi ste stari 30 let, živite pri starših v Kranju, kljub temu, da ste visoko izobraženi, da imate redno službo z dokaj solidno plačo. Kakšna frustracija je to, da si ne morete zagotoviti dostojnega doma? Ja, jaz bom rekla, da v času študija sem definitivno mislila, da bom z magistrsko izobrazbo si lahko privoščila nekih svojih 20-30 kvadratov z lastno kopalnico in lastno kuhinjo. Pač nekaj, kar pri svojih letih smatram, da bi rabila, da bi imela dovolj prostora. Ampak ja, si žal tega svojo, v bistvu bi me zdaj neka garsonjera, bi me stala 60-70% plače plus še stroški in mi enostavno ne bi ostalo dovolj niti za hrano, se pravi, da pridem čez mesec in se enostavno brez pomoči staršev ali nečesa ne da preživeti, kar pač je izredno frustrujoče. Gospod minister za finance, kako to komentirate? Se pravi, država, kakšna je to država, da nekdo bom rekel, z dobro plačo, redno službo, ne more do dostojnega doma? Poglejte, tako kot je že kolega Maljavec povedal, naša vlada je zagrizla v vrsto kislih jabolk. Eno je stanovanjska politika ali pa če hočete nepremičninska, ker je danes rezultat 30 let dela ali pa če hočete ne dela. Gre za enega najbolj kompleksnih problemov in bom samo na primeru, ki je bil ravnokar omenjen, Poddutika in zemljišča od Republiškega stanovanjskega sklada, ki je bilo leto 2019 prenešeno iz takratnega DUTB-ja na stanovanjski sklad. Leta 2019, torej 4 oziroma 5 let bo kmalu, je bilo nekaj zemljišč prenešenih na stanovanjski sklad. To so bila tista zemljišča, katera se je ocenjevalo, da bodo najprej prišla do gradbenih dovoljenj. 4 ali 5 let od takrat pa še nismo začeli v Poddutiku niti graditi. Je to razlog zaradi česar pa ta zemljišča prenašate na Družbo za svetovanje in upravljanje, ki jo gospod Križaj vodi? Ne, to nima nobene veze s tem. To zemljišče bo ostalo na stanovanjskem skladu in stanovanjski sklad bo, kot sem jaz obveščen, v letošnjem letu tam začelo graditi. Omenil sem zaradi tega, ker govorim, kako za kompleksne probleme gre. Seveda tudi ta vlada nima čarobne paličice, da bi v roku enega leta ali 2 let zagotovila nekaj tisoč stanovanj. Jaz sem samo vedel, kje je izvirni greh. Začne se pri umeščanju objektov v prostor, pri zakonodaji, pri pridobivanju zemljišč in seveda en del tukaj vlada lahko in mora urediti. To je zakonodaja, v katero smo prvi korak v resnici že naredili v okviru zakonodaje, ki je bila pred kratkim sprejeta zaradi poplav. In jaz sem večkrat povedal, da seveda bo naslednji korak sledil tudi, da bomo te rešitve, ki so dobre, prenesli v druge zakone, ki bodo omogočali hitrejšo gradnjo. Ampak vlada ne more tega sama. Potrebujemo zraven občine, potrebujemo zemljišča. Vlada nima teh zemljišč. In tudi tukaj so ogromne razlike. So občine, ki so zelo propulzivne in so občine, ki so izjemno počasne. Ampak tukaj pa je en ključen problem, se pravi ta nepremičninski davek, recimo rečemo, v tem mandatu so se razmere na trgu še bolj zaostrile, te cene so zrasle, recimo nepremičninski davek bi lahko kaj spremenil, na začetku ste bili pogumni, potem ste se pa ustrašili. Druga zadeva je pa tudi ta, da ste odpravili dohodninsko zakonodajo, spremembo prejšnje vlade, zaradi česar imajo zdaj ljudje s takšnimi plačami kot naša sogovornica manj v denarnici. So bile to napake? Kar se tiče spremembe zakonodaje, ko je ta vlada nastopila, je spremenila seveda nekaj zakonov prejšnje vlade. Eden je tudi davek od dodaje nepremičnin v najem. Preden se takoj vrnem nazaj na to, davčna politika se pogosto uporablja spet kot čarobna paličica, ki bo vse rešila. Nikakor ni tako in tudi pri nepremičninah. Nepremičninski davek mislite, da ne bi? Bom odgovoril na to. Govorim samo na to in to velja tako pri nepremičninah, tudi kot pri drugih področjih. Ni davčna politika tista, ki rešuje vse, ampak gre za v resnici spremljujočo politiko, ki podpira posamezne druge politike. In seveda davčna politika, in marsikdo, tudi kakšen moj kolega v vladi misli, da bomo z davki vse rešili, nikakor ne. Bom povsem konkretno seveda na to odgovoril.
Ne, nismo dali v predal ideje o ustreznejši obdavčitvi, bom rekel, ne nepremičnin, ampak premoženja. Torej, v tej stvari intenzivno debatiramo. V naslednjih tednih in mesecih verjamem, da bo tukaj precejšen napredek in absolutno bo ta vlada še predstavlja spremembe, vendar jih seveda zaradi izkušenj tudi v lanskem letu ne mislim vnaprej napovedovati, sploh zaradi tega, ker so davki tako kompleksna tematika, ki se jo izrazito hitro v javnosti zlorabi. Torej, tukaj je potreben tudi relativno velik družbeni konsens, ampak ne, ni to iz mize. Gospod Blažič, država, kjer nekdo s povprečno plačo ne more niti najema plačati. Ja, tukaj se mi nekako pretvarjamo, da imamo opravka s trgom, da nekako se to samo vse rešuje in da imamo ponudbo in povpraševanje, ki se nekako usklajujeta. Dejansko je pa situacija, kot da bi imeli same pekarne, kjer si lahko privoščijo kruh kupiti samo ljudje, ki jim je v redu 20 evrov ali več po kilo kruha dati. Ostali naj se pa nekako znajdejo. In tukaj je ta situacija, ko se ne moremo več pretvarjati, da trg na nek način to rešuje, ne moremo se pretvarjati, da bodo zasebni investitorji ta problem rešili, ne moremo tudi z raznimi spodbudami pričakovati, da se bo sprostilo več najemnih stanovanj samih od sebe. Tukaj je potrebno najprej zelo korenito regulacijo vseh teh mehanizmov, katere smo že rekli, da so šli narobe v vseh teh letih, mislim, da se tega vsi zavedamo in tukaj absolutno je treba biti pogumen z zakonodajo. Drugo je pa zaskrbljujoč morda ta trend, da ne vidimo v bistvu prenosa zemljišč, ki so bila tako rekoč že poplačana za namen javne gradnje, ampak se jih ponovno prodaja, ponovno vidimo, da grejo v roke investitorjem, ki bojo tam gradili stvari, ki ne rešujejo teh problemov. Gospod Križaj, mogoče vprašanje, vi ste zdaj prevzeli vodenje družbe za upravljanje, svetovanje in upravljanje. Zdaj, kako lahko zagotovite, da to ne bo še ena institucija, kjer bi imela roke zgolj nad državnim premoženjem, mogoče nekimi posli in pa seveda, da ne bo zagotavljala zgolj dobrih plač? Dejstvo je, da uvodoma, da tukaj ni v zadnji nobena špekulacija, ampak kar poglobljena analiza primerljivih modelov, ki obstajajo v tujini. Mi smo se pri pripravi strategije že v nekdanjem DUTB-ju, ki je bila predstavljena takrat Ministrstvu za finance in vladi, smo predlagali ustanovitev tako imenovanega javnega najemnega sklada, ki bi deloval po principih organizacije omejenega dobička, ki deluje zelo uspešno že 100 let v Avstriji. Bistvo tega modela je to, da ne zahteva dodatnih proračunskih virov, kar pomeni, da bi se ta premoženje, ki je bilo iz DUTB-ja prenešeno na SDH, koristno uporabljalo za zgradnjo javnih najemnih stanovanj. Zakaj ni stanovanjski sklad, recimo, zakaj zdaj še ena institucija, ki bo gradila? Dejstvo je, da mi lahko, da bi DSU skupaj z premoženjem iz SDH-ja na proračunsko nevtralen način sam sfinanciral te projekte in omogočil izgradnjo dostopnih javnih najemnih stanovanj. Za primer vam povem, da v Avstriji pod to zakonodajo, ki regulira te organizacije omejenega dobička, deluje 182 organizacij, ki so različnega izvora. To so od zadrug, delniških družb, banke ustanavljajo te družbe in dejansko so uspele v 100 letih zgraditi preko 680 000 stanovanj, ki jih tudi upravljajo. Gospod Ramšak, ali vam to kaj pravite o teh načrtih? Sicer zdaj nismo prav dosti o tem modelu slišali, vsekakor bi pa se tukaj navezal, mi všeč, kaj kolega omenil glede kruha za 20 evrov, ostali se pa naj znajdejo. Morda smo zdaj tudi slišali, pa naj jedo potico. V Sloveniji rabimo neprofitna najemna stanovanja, imamo stanovanjske sklade, ki ta gradijo, ki imajo izkušnjo s tem, zakaj jih ne zgradijo dovolj, ker nimajo zemljišč, ker nimajo sistemskega vira financiranja. Gospod Majler, Ja, in točno to je naš glavni cilj. Pospešeno delamo z stanovanjskimi skladi, sam sem tudi obiskal čisto vse v Sloveniji. Rezultat tega je tudi 1100 stanovanj, ki smo začeli graditi letos. Ampak vprašanje za tale projekte, ne? Sredstva bodo pa seveda naraščala, to je tudi dogovor z Ministrstvom za finance, torej financirali bomo vse projekte, katere je mogoče podpreti, steber pa seveda mora biti javna neprofitna najemna stanovanja. A to vas, Levica se je zelo zavzemala in borila za to, da bi ta zemljišča iz slabe banke prenesli na stanovanjski sklad. Zdaj se to ne bo zgodilo, pa na nek način molčite. Tudi o tem se pogovarjamo v koaliciji. Stanovanjska politika je ena izmed pomembnih tem, imamo zelo veliko debat tudi o tem in jaz verjamem, da bomo prišli do skupnega dogovora tudi glede tega. Boste podprli to zamisel?
Vsi projekti, ki zagotavljajo dostopna, torej z nizko najemnino, ki je dostopna ljudem, kvalitetna stanovanja in pa varna stanovanja, torej dolgoročni najem, so seveda smiselni, ker prispevajo k reševanju stanovanjske problematike. Ok, bom odgovoril nekaj stvari, ki jih je vlada v tem letu pa pol naredila s konkretnimi številkami. Dajte najprej to povedati, glede tega prenosa, na to, ne z demagoškimi izjavami, ki jih leto pa pol že poslušam tudi danes v studiu. Kot prvo, Republiški stanovanjski sklad je v zadnjih 10 letih strani države, ali če hočete vlade, dobil 53 milijonov evrov. Več kot 50% tega v letu 2023, v zadnjih 10 letih. Ministrstvo za finance in Ministrstvo za solidarno prihodnost zelo dobro sodelujeta pri tem. Seveda bi si ministrstvo in stanovanjski sklad želel še več sredstev, vendar je dogovor, da jim zagotovimo toliko sredstev, kot so posamezni projekti, ko so gradbena dovoljenja pridobljena in ko so projekti dovolj daleč, da ta sredstva zagotavljamo. Ne, da jim zagotavljamo sredstvo za neka rezervo čez nekaj let, ko bodo morda dobili gradbena dovoljenja. Družba za svetovanje bolj uspešna pri gradnji? Druga stvar, ta odločitev, da se nepremičnine DUTB-ja ostanejo na SDH-ju, je bila sprejeta pred več kot enim letom. To je več kot eno leto stara in še zmeraj poslušam eno in isto debato. Zakaj? Vsa sredstva, in še enkrat javno povem, vsa zemljišča in vse nepremičnine starega DUTB-ja bodo uporabljena za gradnjo neprofitnih najemnih stanovanj. V okviru SDH-ja bo to izvajal DSU. Vendar, ker seveda vse nepremičnine niso primerne za to gradnjo, en del jih je, kolega Križaj bo povedal, katere so, tiste, ki niso, tudi en del je logističnih zemljišč in podobno, bodo prodane in ta kapital bo potem uporabljen spet za gradnjo teh istih stanovanj. Zakaj tudi SDH in DSU in zakaj ne samo stanovanjski sklad, republiški ali občinski? Zaradi tega, ker so potrebe po stanovanjih v Sloveniji tako visoke, da smo se strinjali, da moramo po 2 tirih teči in zagnati maksimalno republiški stanovanjski sklad, občinske stanovanjske sklade, kot sem rekel, sredstva bomo zagotavljali, na drugi strani pa uporabljati kapacitete, ki jih ima SDH ali DSU, tudi predvsem govorim o osebju, ker namreč verjamem, da je največja koncentracija v državnih družbah ljudi, ki znajo voditi projekte, tudi gradbene, danes na SDH-ju in torej po 2 tirih bomo ta stanovanja delali. Seveda drugi del, ki seveda ni nezamrljiv, je tako, kot je kolega Križaj povedal, da stanovanja, ki se bodo gradila preko SDH-ja, bodo seveda enako neprofitna najemna stanovanja, vendar verjamemo, da bomo zagotovili tudi zasebni kapital. Ne bo potrebno proračunsko financiranje, je pa tukaj treba biti zelo pozoren, ta zasebni kapital seveda ne more biti in ne sme biti špekulativni kapital. Torej, spet smo nazaj pri avstrijskem modelu. Dobro, še eno vprašanje, gospod Ramšak, pogledali bomo še najemnine za poslanska stanovanja in sicer 16 poslancev plačuje od 136 evrov do 380 evrov mesečne najemnine, velikost stanovanj pa od 25 kvadratnih metrov pa do 67. Poprečju je najemnina 264 evrov za kvadratni meter, to je 3-krat manj od tržne najemnine, več kot 3-krat manj in precej manj od stroškovne najemnine, ki jo zaračunava stanovanjski sklad. Gospod Ramšak, komentar. Mislim, vsekakor bi lahko ocenil za bizaren podatek, ampak bi se tukaj poudaril, tu gre mogoče bolj za politično, da ne rečem kadrovsko vprašanje. Cene, ki jih tam vidimo, koliko ste okrog 5,6 evra na kvadratni meter, vsekakor zveni bizarno, če pomislimo na to, da so nekateri, ki za neprofitna stanovanja, domnevno neprofitna, plačujejo enkrat več skoraj. Po drugi strani je pa 5,6 evrov po naključju ravno znesek povprečne najemnine kvadratni meter na Dunaju za zadružna stanovanja. Torej, če njim uspe graditi stanovanja po takšni ceni, jih ne vidim razloga, zakaj jih ne bi morali tudi mi. Ampak še enkrat, zato bomo rabili zemljišča, zato bomo rabili znatna finančna sredstva. Samo še komentar, gospa Vika Novak, kaj vi pravite na tele številke 264 evrov povprečna najemnina za poslanca? Ja, tega nisem videla, me je malo presenetilo, ampak ja, ne vem, bi vprašala poslance, pač, ki imajo verjetno 2- ali pa 3-kratno plačo, pač v primerjavi z mojo in pač 2- in 3-kratno nižjo najemnino, pač, če se jim to zdi v redu, no, za
Slovence, ali kako naj rečem, za mlade Slovence predvsem. No, pa bodo pojasnili, ko bodo naslednjič tukaj, mi pa zdaj gremo korak dalje. Kdo je elita, ki je po tekočem traku z gotovino pokupila prestižna stanovanja v središču prestolnice? Kdo so lastniki, kdo investitorji? Vanja Gligorović. Če si na vrhu sveta, imaš vse. Na prostorni terasi boste lahko samo zajeli sapo ali pa si s kozarcem vina v roki in ljubeznijo svojega življenja ob strani preprosto oddahnili po napornem dnevu. Tako se oglašuje ena od mnogih novogradenj v prestolnici države. Seveda gre za luksuzno nadstandardno elitno stavbo za zahtevne stranke, kot pišejo v oglasih, primerno na primer za diplomate. Že med sprehodom po Ljubljani lahko opazimo, da stavbe, imenujejo jih vile, palače, rezidence, z dragimi stanovanji in vihjemajočimi razgledi, rastejo kot gobe po dežju. Seznam je dolg. Center Šumi, palača in vila Schellenburg, Masarykova rezidenca Spektra, Bellevue Living in Bellevue Tivoli, Residential Building Ellipse, Devana Park, Dalmatinka, vila Bokalce. Zadnje čase imamo samo luksuzne oziroma nadstandardne gradnje, drugih praktično ni. Poslovno-stanovanjski objekt Masarykova rezidenca v središču Ljubljane, 81 stanovanj različnih kvadratur. Ko smo se peljali mimo v večernih urah, smo videli, da gori samo nekaj več kot 10 luči. Glavna investitorja sta javnosti dobro znani Kolektor, ki ga obvladuje Stojan Petrič, in Iskra Impuls poslovneža Anteja Bračiča. Gre za že ustaljeni investitorski dvojec. Postavila sta na primer luksusni blok Bellevue Tivoli, zaključuje pa se gradnja soseske Koseško okno. Okoli 3/4 stanovanj v Masarykovi rezidenci so kupci kupili brez hipoteke oziroma z gotovino. In kdo so ti lastniki? Po naši analizi smo tako ali drugače z investitorjema lahko povezali okoli četrtino lastnikov. 3 stanovanja ima v lasti Stojan Petrič. Kupil jih je za okoli 3500 evrov na kvadratni meter. Lastnik 4 stanovanj je Zoran Đukić, sicer največji lastnik nepremičninske agencije Stoja, ki tudi drži stanovanja na Masarykovi. Đukić, njegova partnerka je hči Stojana Petriča, je za kvadratni meter stanovanja odštel okoli 3450 evrov. Za stanovanje veliko 53 kvadratnih metrov je tako plačal okoli 185 tisočakov. Stojana Petriča smo prosili za komentar, a se ni odzval. Iz Dubaja, kjer raziskuje trg nepremičnin, pa se nam je oglasil Zoran Đukić. Glejte, mi Masarykovo rezidenco smo en delček stanovanj prodali internim kupcem. Prav zaradi tega, ker je lokacija taka bolj živahna ob železniški postaji in je primerna za oddajanje, smo naredili edini v Sloveniji produktno nepremičnino, se pravi, da se lahko oddaja dolgoročno in kratkoročno, in smo zato prodali malo več tudi internim strankam. Veste, mi smo privatni investitorji, mi s denarjem delamo, kar želimo. Mi nismo državna inštitucija, da se pogovarjamo, ali bomo prodali ali ne. Mi jih lahko vse zadržimo za sebe. Po 2 stanovanji na Masarykovi imata tudi brata Mihael in Dušan Hočevar, ki jo lahko tesno povežemo z SDS-om. Mihael Hočevar je svetnik v matični občini prvaka SDS Janeza Janše, pred leti pa je vodil tudi družbo Nova obzorja, ki izdaja tednik Demokracija, in podjetje Nova TV24. Poslovno pa je povezan tudi z investitorji v Masarykovo. Dušan Hočevar je nekdanji direktor občinske uprave občine Grosuplje. Veljal je za enega najvplivnejših članov SDS v grosupeljski občini, a so ga v stranki po obtožbah o spolnem nadlegovanju umaknili z mesta predsednika občinskega odbora, pa tudi z mesta vodje občinske uprave. Brata Hočevar sta za 4 stanovanja odštela okoli 3300 evrov na kvadrat. Vprašali smo ju, kaj nameravata stanovanje in kako sta do njih prišla, pa odgovora nismo dobili. Pregled trenutne ponudbe pa pokaže, eno od stanovanj na Masarykovi se zdaj prodaja za 610 tisoč evrov. Vsaj 3 stanovanja pa se oglašujejo za najem. Agencija Stoja oddaja 147 kvadratnih metrov veliko stanovanje za 2700 evrov na mesec. Zasebni ponudbi pa za dvosobni stanovanji zahtevata 1500 oziroma 1430 evrov na mesec. Enega oddaja stečajni upravitelj Walter Stepan, sicer tudi stečajni upravitelj gradbenega podjetja Stavbelik, v katerem je med drugim imel svoj delež tudi Kolektor, ki pa ga je med stečajem prodal, in to Andreju Rautnerju, ki ima zdaj prav tako stanovanje na Masarykovi. Trenutno stanje ni normalno stanje. Težava novogradenj je, da ne v bistvu odgovarjamo na stanovanjsko problematiko državljanov, ampak se v bistvu naslavlja naložbena problematika
bogatih posameznikov in to je v bistvu kar velika težava. Številni posamezniki bogati v bistvu stanovanja obravnavajo kot nek veliki sef in v bistvu parkirajo svoj denar, tako da to je v bistvu kar problematično. Pojdimo naprej. Dokaj podobna je zgodba pri še eni luksuzni stolpnici soinvestitorja Kolektor, Bellevue Tivoli. 195 vrhunskih stanovanj, edinstveni in čudoviti pogledi na Alpe, sprehod do središča mesta, z dvoriščnimi vrati zaprt skupni atrij. Tudi tu med lastniki stanovanj najdemo tako Stojana Petriča oziroma njegovo podjetje Tivs, člane njegove družine, po eno stanovanje imata hčerki, pa tudi Zorana Đukića iz nepremičninske agencije Stojan. Pozor, lastnica kar 4 stanovanj je Katja Zdolšek, sicer hčerka odvetnika Stojana Zdolška, ki je Petriča zagovarjal v sodnem primeru prevzema Etre. Lastnik enega stanovanja pa je že omenjeni Dušan Hočevar. V soseski Bellevue, kjer je sicer ponovno kar okoli 3/4 stanovanj brez vpisane hipoteke, so cene za kvadratni meter v povprečju dosegale okoli 2300 evrov. Sicer pa v Bellevue najdemo še na primer Bojana Petana, ki obvladuje časopis Dnevnik in Imperij DZS, pa nekdanjo ministrico za delo iz vrst SD-ja Anjo Kopač in vplivnega lobista Marka Pogorevca. Jasno je, gradim stanovanj za tiste z minimalno plačo. Narod brez elite ne obstaja, je samo amorfna gmota ljudi, ki ne ve kam in kako. Tako je svoje kupce nedavno opisal Jože Anderlič, investitor v luksuzno palačo in vilo Schellenburg na robu središča Ljubljane. In kdo so za zdaj znani kupci? Med njimi je na primer skrivnostna lichtensteinska fundacija No Limit Foundation, podjetje Blejski izlet d.o.o. za oddajanje nepremičnin, katerega lastništvo izhaja iz Ruske federacije, hrvaški poslovnež Stjepan Orešković in drugi. Še ena od stavb, ki krasi Ljubljanske ulice, center Šumi. Potem, ko ima samo 1/6 stanovanj. Med lastniki pa najdemo kriptomilijonarja Tima Mitjo Žagarja in Janeza Valjevca. 2 stanovanji ima odvetnica Barbara Zdolšek, sicer partnerka odvetnika Stojana Zdolška. Pa spet Marko Pogorevski ima v lasti stanovanje prek svojega podjetja Atlantic Group. 2 stanovanji ima v lasti tudi Klemen Šešok, sin nekdanjega politika, ki je privatiziral podjetje Iskra Dušana Šešoka in tudi sicer znanega solastnika skupine za davčno svetovanje Tax Group. Med lastniki stanovanj je tudi nekdanji minister in profesor na fakulteti za družbene vede Rado Bohinc. Verjetno se pri nas stvari ne spremenijo zato, ker je tako širok krog ljudi osebno upleten v špekulacijo z nepremičninami. S tem ni nič narobe. To se dogaja na vseh zahodnih družbah. Moramo se pa vsi skupaj, tudi lastniki teh stanovanj, zavedati, da je družbeno bolj zaželeno, da nekdo reši svoj stanovanjski problem, kot pa to, da nekdo uporablja stanovanje za zaslužek, za pasivni zaslužek. To se pravi, edin prav, da je ta, ki ima več stanovanj v lasti, plačuje za ta dodatna stanovanja višji davek. To je nekaj, kar je popolnoma samoumevno v vseh zahodnih starih kapitalističnih družbah. Visoke cene stanovanj pa poganja tudi elitizacija kulturnih in javnih prostorov. Odprtje novega, obnovljenega, kreativnega središča Rok minulega oktobra. Spremljali so ga protesti nekdanjih uporabnikov, ki so jih predtem sredi noči na silo izselili. In zdaj? Tako stvar, ki naredimo, da tisti konc postane več vreden. Da, stanovanje na Turškovi cesti bo najmanj 50% več vredna, ker ni starega roga prenovi rok. V obnovljenem Rogu med drugim poslovne prostore za galerijo fotografija najema tudi soproga Aleksandra Čeferina, Barbara Čeferin. Za 123 kvadratnih metrov velike prostore plačuje 1500 evrov mesečne najemnine. Ob kreativnih studijih pa so tu še kavarne, restauracije, trgovinice. Ob vedno pogostejših vprašanjih, ali se mesto spreminja v kuliso za premožne in turiste, postaje stanovanje finančni, investicijski produkt. Pa ne smemo pozabiti tistega najpomembnejšega. Stanovanje je osnovna človekova potreba in tveganja, ki jih recimo na stanovanjskem področju lahko posameznik preživlja, so zelo huda in nekako na neki lestvici stresov, ki jih človek v življenju ima, je recimo izguba stanovanja druga najvišja takoj za izgubo partnerja. To je zelo stresna, eksistenčno ogrožujoča stvar.
Gospod Blažek, če dala politika prednost eliti kapitalu pred reševanjem socialnih vprašanj? Ja, tako stanje, kot smo ga zdaj videli, recimo v prestolnici, pa tudi v drugih mestih zdaj vidimo tak model, ni naključje, to ni nastalo samo od sebe, to je produkt tudi javnih investicij, tudi način, kako so občine spodbujale pač razvoj mesta. Slišali smo župana, ko je rekel, da želimo dvigniti cene nepremičnin na tem območju, se pravi, tudi gre za povezave med investitorji, med razvijalci pač teh območij in za politiko. Enaka podjetja, ki dobivajo ogromno javnih sredstev pač za javne projekte, potem usporedno razvijajo tudi zasebne zemljišča in podobne stavbe, kot smo jih videli tukaj. Se pravi, to, kar smo slišali enega gospoda tukaj reči, mi smo to kupili, mi lahko delamo s tem, kar hočemo, to je naše, ne drži prav zares. Zaradi tega, ker gre tudi za javno lastnino, za zemljišča, ki so bila nekoč javna, za projekte, ki so se napajali tudi z javnimi sredstvi, so pa bistveno posegali v mesta, v celotno območje in jih naredili dražje za čisto vse prebivalce. Se pravi, popolnoma vsi prebivalci, delavci, recimo prestolnice, danes tem ljudem plačujemo subvencije, zato da lahko vzdržujejo tako visoke cene svojih nepremičnin. Gospod Boštjančič, ali se nič ne spremeni, kot je dejal tudi prej arhitekt Kosec, ker gre za tako širok ljudi, je osebno vpleten v špekulacijo z nepremičninami, ali gre za to, tudi povezavo politiko, podjetnikov, odvetnikov? Dejstvo je, kot sem že prej povedal, izjemno kompleksen problem. Seveda je tudi v Sloveniji so ljudje, ki si lahko privoščijo draga stanovanja. Seveda prav je tako, povsod po svetu je to, na vzhodu in na zahodu. To se kako drži, ampak govorimo seveda o načinu, kar se dogaja zdaj v mestu. Drži. Izvirni greh je v tem, da je preprosto premalo zemljišč, ki so opremljena in premalo zemljišč, v katerih se lahko gradi. Zasebni investitorji, ki seveda grejo v dražje objekte, ker jih bodo na njih več zaslužili, seveda se obnašajo oportuno. Velika težava je, seveda, da država je zadnjih 15-20 let spala. Tako kot sem rekel, ne moramo tega čez noč spremeniti. Kolega je dal napoved glede tega, kaj se bo v naslednjih letih dogajalo. Ampak se upravičujem samo še vprašanje, a je to razlog, so ti pritiski razlog za to, da ste vi popustili tudi pri tem nepremičninskem davku oziroma davku na premoženje, da ste takrat stopili korak nazaj? Skratka, prej smo slišali še eno izjavo, da edino prav je, da tisti, ki ima v lasti dodatna stanovanja, plačuje višji davek. To je samoumevno v vseh zahodnih starih kapitalističnih družbah, kar Slovenija ni. Vam bom povedal, z enim stavkom se absolutno strinjam s to izjavo. Kaj, da je tudi kdo pritisnil na vas? Ne, izjavo, da je prav, da tisti, ki imajo več nepremičnin, ki jih kupujejo kot naložbene nepremičnine, plačujejo bistveno večji davek kot tisti, ki imajo nepremičnine samo zato, da v njih živijo in jih imajo za neko osnovno dobrino. Absolutno, in to bomo naslovili. Je to tudi razlog, mora biti za tisti zastoj, ker so tukaj, kot rečeno, podjetniki, vplivni odvetniki, tudi nekateri politiki, da se to še ni zgodilo takrat, že ko ste napovedovali? Ne, nikakor ne. Kot sem povedal že večkrat, davčne spremembe seveda niso neka stvar, ki jo lahko na hitrico čez noč uvedeš. Gre tudi na tem področju za precej kompleksno vprašanje, ampak kot sem povedal, ne bom danes bolj podrobno govoril, ker se seveda izkušnje izpred slabega leta so take, kot so. Absolutno na tem delamo in vlada bo to naslovila. Gospod Prešak? Mislim, vsekakor velike spremembe ne moremo delati čez noč, smo pa videli v zadnjih mesecih, da so se ogromni zakoni, celi paketi sprejemali praktično čez noč. In jaz osebno ne vidim nobene ovire, da se uvede vsaj nek začetni progresivni nepremičninski davek, ki bo jasno pokazal prazno stanovanje, ki, kot smo slišali, danes deluje kot sef, ni stanovanje. Zato ga je treba kot takega tudi obravnavati. Gospod Maljevac, vi ste napovedovali ta robusten sistem financiranja 100 milijonov, ampak če ne bo nepremičninskega davka, seveda ne bo denarja, ne? Ja, mislim, da je ta prispevek zelo dobro pokazal, da ni vsaka investicija tista, ki rešuje stanovanjsko problematiko. In da je zaradi tega nujno, da imamo jasno usmerjeno politiko in politika te vlade od prvega dne jasna, to so javna najemna stanovanja in v to smer tudi delujemo. Dokazi tudi iz Dunaja in raziskave kažejo, da to vpliva potem tudi na cene, tako tržne najemnine, kot tudi, kar se tiče nakupa stanovanj. Davčni prijemi so zagotovo eni. Druga stvar, o kateri je pa seveda tudi omejevanje kratkoročnega najema. To lahko povem, da smo na ministrstvu že pripravili izhodišča
ta posredovali MGTŠ-ju, Ministrstvu za gospodarstvo, ki je pristojno za zakonodajo na tem področju. Jaz verjamem, da bomo kmalu naredili korake naprej tudi tu. Gospod Križaj, mora biti davek je tisto, kar bi rešilo tole situacijo? Jaz mislim, da delno ja, definitivno. Jaz tudi mislim, da bi aktivacijo nepozidanih stavbnih zemljišč lahko tudi delno rešili z dodatnim obdavčitvijo zazidljivih zemljišč in s tem spodbudili trgovanje s temi zemljišči in aktivacijo teh zemljišč. Moram pa reči, sem prej hotel dodati, da se tudi strinjam absolutno z gospodom Maljevcem, ki pravi, da so povečanje obsega javnih najemnih stanovanj definitivno rešitev za večino problemov na stanovanjskem področju, zaradi tega, ker ravno ta dostopna stanovanja ali pa količina dostopnih stanovanj na trgu je glavna vrzel, ki jo trenutno čutimo na trgu. Kdaj bi to vi lahko načrtovali? Zdaj, če smo tako pri številkah realno, kdaj bi to lahko bilo? Zdaj, SDH ima zemljišča, ki so bila prenešena iz DUTB-ja, je 10 zemljišč zdaj v kratkoročnem načrtu, da se razvijajo, vse razvojne aktivnosti potekajo nemoteno naprej in cilj je, da se do leta 2031 zgradi približno 3500 stanovanj na teh zemljiščih. Poleg tega pa razvijamo še modele, kjer bi z drugimi, bodisi javnimi ali pa zasebnimi družbami, razvili še večje število stanovanj z podobnim finančnim modelom. Gospod Novak, za vas pa še eno vprašanje. Pred oddajo ste nam sodelovanje odpovedala starša še ne enoletnega otroka z visoko izobrazbo, povprečno plačo, enako kot vi redno službo, ker se bojite, da bi jih delo oziroma najemodajalec vrgel na cesto. Zdaj pa me zanima, kakšen stres je ta negotovost, ko ne veš, kje boš bival tudi za vas in za druge. Mogoče bi na to vprašanje začela sam odgovor z eno analogijo, se pravi, recimo, ko je rastlina, ko ima premehen lonec, začne veneti in tako je v bistvu tudi pač za posamezniki. Je pa, ja, definitivno je negotovost glede ene osnovne potrebe, kot je pač streha nad glavo, da v bistvu lahko sploh deluješ. Ni prijetno, no. V bistvu jaz ves čas razmišljam, kako bom denar našparala, da si bom lahko pač enkrat nekaj privoščila, ampak v bistvu s to inflacijo in pač z to situacijo v Sloveniji je v bistvu ja, izredno, težko si predstavljam, no, kaj se bo zgodilo. Hvala lepa. Upam, da sem odgovorila. Ja, hvala lepa. Po predahu pa še o tem, zakaj je zamisel o oživitvi obrobe Slovenije, kjer so hiše prazne, cene nepremičnin pa sprejemljivejše, bolj kot ne mrtva črka na papirju. Ostanite v naši družbi. Hibridi Suzuki, zanesljivi. V Tušu nagrajujemo zvestobo z Za cenejšo nepremičnino se je treba preseliti daleč stran od mest in okolice, na obrobje Slovenije, v Cankovo denimo, na severovzhod države, kjer je mogoče staro dvosobno stanovanje, če danes pogledate na splet, kupiti za manj kot 100 000 evrov. Za mnoge je taka odločitev zaradi dolge vožnje do službe nesprejemljiva, redki pa se za selitev le odločijo. Boštjan Ros. Cankova. Pogled na zastrta okna in zapuščene domačije, celo v centru nekoč pomembnega gospodarskega in kulturnega središča, govori o tem, da so prebivalci odhajali. Zvabil in premamil jih je blišč velikih mest, čeprav imajo v kraju domala vse, podloži župan. Mi na razdalji 300 metrov imamo lekarno, imamo zobozdravnika, imamo center za krepitev zdravja, imamo optiko, imamo vokalizerstva, avtobalnice, trgovino, vse imamo. Le prebivalcev je bilo z vsakim letom občutno manj, tudi zato, ker je kraj oddaljen od velikih trgovskih centrov pa avtoceste zaradi neurejene infrastrukture. A kaže, da se trend spreminja. V vrtcu recimo je bilo še nedavno 55 otrok, zdaj jih je že 80. Priseljujejo se tudi od drugod. Adriana je z možem in otrokoma prišla iz Ljubljane. Živijo v hiši, o kateri bi tam lahko le sanjali. Cene so definitivno ko dan po noči, če tako rečemo. Če greš gledati po Ljubljani, ceno za eno hišo ali pa tukaj, v teh koncih je čisto drugo.
Za najem hiše mesečno odštejejo 400 evrov. V slovenski prestolnici je že za 25 kvadratnih metrov veliko garsonjero treba odšteti več. Tudi če bi bilo ceneje, se po dobrem letu življenja v Prekmurju v Ljubljano ne bi več vrnili. Tukaj se da svobodno, da bolj počutiš. Veliko lažje dihaš, no, če bi tako rekli. Pa tudi otroci, ne? Greš ven, gre po travi, teka mirno, brez da te skrbi. Samo streljaj od avtocestnega odcepa za Gančane stoji novo naselje ličnih modernih hiš. Med zadnjimi, ki so se priselili, so Rebernikovi iz Ljubljane. So bili ti koronski časi, ko smo bili vsi v tistih trenutkih preveč doma in začneš nekako razmišljati, da bi se pa nekam odmaknil. Simona od doma ureja papirje za družinsko gradbeno podjetje. Toni se zaenkrat še vozi v Ljubljano, kjer opravi večino posla. Pa to menda sploh ni težava. Hoče pa to daleč, ampak danes, ko imamo res možnosti odličnih povezav, sploh tukaj zdaj imamo krasno bližino avtoceste, odlične povezave z Ljubljano, 1, 2, 3 si tam. Za novogradnjo so odšteli cirka 180.000 evrov. V Ljubljani za ta denar dobiš zemljišče, če imaš srečo. Ne, urejeno. Potem še par let čakaš, da se urediš in te po 5 letih lahko pričakuješ, da imaš tako hišo. Potem so tu še prijazni sosedje in nasploh okolje, ki jim je dalo vedeti, da so dobrodošli. Tako družinci Nikolski na Cankovi kot Rebernikovim v Gančanih ni žal, da so zapustili mesto. Temu so gotovo botrovali visoki mestni stroški, a so zato v zameno dobili mirno podeželsko življenje. Kar smo zdaj videli, je seveda bolj izjema. Pol dneva bi bili na cesti tisti, ki bi se vozili tam v službo v središče Ljubljane. Gospod minister za solidarno prihodnost, poglejmo še ena zaveza iz koalicijske pogodbe. Uredili bomo spodbude za obnovo starejših hiš na podeželju in mladim omogočili, da izkoristijo obsežen stanovanjski fond. Z uvedbo naprednih urbanističnih konceptov bodo tudi podeželski kraji postali privlačni za življenje mladih. Ostale so le besede, gospod minister, zakaj? Ja, stanovanjski problem ni problem zgolj Ljubljane, ampak je dejansko problem celotne Slovenije in ga moramo kot takega tudi naslavljati. Kar se tega tiče zapisanim v koalicijski pogodbi, se seveda strinjam, kot ministrstvo bomo prispevali, kar lahko iz naše strani prispevamo, sicer ni to v naši pristojnosti, to je v pristojnosti Ministrstva za naravne vire in prostor, smo pa tudi z njimi na vezi, kaj bi se dalo narediti ravno glede aktivacije stanovanj, hiš, tudi na podeželju. Je pa še enkrat to zelo velik zalogaj. V prvem koraku dajemo prednost gradnji javnih najemnih neprofitnih stanovanj, ker verjamemo, da je to tisto in tudi iz ostalih prispevkov vidimo področje, ki je najbolj akutno in ki ga moramo takoj nasloviti. Gospod Boštjančič, ali ni denarja za te spodbude? Ne, v resnici denar ni glavni problem. Glavni problem je druge, kot sem povedal v zakonodaji, predvsem pa v tem, da ni dovolj zemljišč, ki je bila ustrezna, ki je bila komunalno opremljena. Za koalicijsko pogodbo, ne za v tem kontekstu bom tudi odgovoril, v prejšnjem delu prispevka je bila izpostavljena Ljubljana. Moj pogled seveda na Ljubljano je drugačen, kot je bil prikazan v tem prispevku. Ljubljana je nedvoumno občina, kjer se največ dela na zemljiščih, kjer se najhitreje dela na zemljiščih. Prikazan je bil en del teh zemljišč ali pa gradenj, ki so bile v zadnjih letih zgrajene za tiste z debelejšimi denarnicami, vendar tudi na drugih področjih se kaže velika razlika med občino kot je Ljubljana, ki ima seveda zelo dobre ekipe za pripravo prostorskih načrtov, ki imajo tudi ustrezna sredstva za pripravo komunalno opremljenih zemljišč v primerjavi z drugimi, ne bom rekel z vsemi občinami, tudi kakšne manjše so. Je pa vrsta občin, kjer nimajo niti kapacitet, da bi pripravili ustrezne načrte, ker nimajo niti financ, da bi ustrezno komunalno opremili. In to je velika težava. Tako da v tem kontekstu jaz vidim Ljubljano kot veliko svetlo izjemo. Pa tudi, da bi pa dali spodbude za obnovo starejših hiš, kar ste na podeželju, kar ste zapisali v koalicijsko pogodbo, je bila to napaka, ne vem, niste dobro premislili? Ne, to je stvar predvsem kolegov z Ministrstva za solidarno prihodnost, predlogov, ki jih bodo pripravili, ko bodo pripravljeni, jih bomo pač ocenili in se takrat odzvali.
Gospod Ja, kot sem Maljac. rekel, Ja. določene ukrepe že izvaja Ministrstvo za naravne vire in prostor, med njimi naprimer v okviru ekosklada, kar se tiče obnove. V tej smeri smo bili tudi na vezi z njimi, kot sem že povedal prej, vse ideje, ki jih dobimo, predvsem iz terena, ker mislim, da je nujno, da pri postavljanju stanovanjske politike in takih tem izhajamo tudi iz situacij na terenu, posredujemo naprej na ustrezno ministrstvo in se z njimi tudi pogovarjamo. Drugič pa še enega ministra povabili, gospod Blažič. Ja, ta zgodba o razvoju podeželja je zelo pozitivna, ukolikor imajo ljudje seveda tudi tam službe in možnosti dela, to pa, da se pač bo cela Slovenija vozila v Ljubljano, kjer je skoncentrirana vsa ključna infrastruktura, šolstvo, zdravstvo, službe in tako naprej, pa ne more biti neka rešitev. Ne? Se pravi, mi vidimo od leta 2008 do danes se je za 30% zvišalo število dnevnih vozačev, zdaj smo že skoraj na 140 000, to je popolnoma blazen sistem, to je čisto iracionalno. Ne? In še enkrat, kaj ta človek, ki se 2 uri vozi na šiht vsak dan in 2 uri nazaj, kot prvo žrtvuje svoje zdravje, svoj čas, kot drugo onesnažuje okolje, kot tretje povzroča prometne konice v Ljubljani, ki so tukajšnjim prebivalcem pač neprijetne. Vse to gre v vzdrževanje teh nenormalno visokih cen nepremičnin tukaj. Ne? Na začetku ste imeli v prispevku gospoda Šeruga, ko govori o svojemu sinu, ki bi delal v kliničnem centru. Ne? Videli smo, koliko imajo subvencionirana stanovanja poslanci. Ali ne bi bilo to ena velika spodbuda, da bi imeli za zdravstvene delavce recimo subvencionirana stanovanja v Ljubljani? Ne bi to naredil ta poklic bolj privlačen, ne bi s tem rešili tudi ta problem. Ali pa za učitelja, ali pa za druge poklice, kjer recimo v Ljubljani primanjkuje kadrov, zato ker si ne morejo privoščiti stanovanj, ker je nenormalno drago, ali pa ker bi se mogli cele dneve voziti. Se pravi, to so vse zelo povezani problemi, zato tukaj res ne morem razumeti kakršnega koli šparanja pri vprašanju pač reševanja stanovanjske krize v prestolnici ali pa v večjih središčih. Ne? Tu zanemarjanje tega vidimo ima ogromno enih posledic v bistvu za celo državo, ki, še enkrat rečeno, subvencionira ceno teh nepremičnin, zato da lahko ostajajo tako visoke. Vika Novak, ste vi kaj razmišljali o tem, da bi se preselili nekam na obrobje, morda zamenjali službo ali pa se celo odselili v tujino? Veliko sem razmišljala o tujini, ja, kjer so... Aha, a se me sliši? Ja, kar izvolite. Veliko sem razmišljala o tujini, ravno zaradi tega, ker je malo bolj urejeno to, v bistvu to razmerje med plačo pa najemnino. Sem pa psihologinja, tako da je jezik moje orodje in je to ta prepreka, da še nisem odšla. V obrobje me ne vleče, ker je javni prevoz v Sloveniji preslabo urejen. Konice na cesti vedno ob teh urah, ko se je treba premikati v službo ali iz nje domov, so v bistvu tudi neznosne. Tako da ne, v obrobje Slovenije nisem še razmišljala, prej bi šla v tujino. No. Gospod Ramšak, še mogoče vi? Danes, mislim, veseli me na nek način, da slišimo kontinuirano problem je dostop recimo do zemljišč. Ne? Preprosto ni zemljišč, tukaj so težave, ampak oprostite, to je naloga recimo stroke, civilne družbe na to opozarja. Politik ne sme na to opozarjati, politika mora glede tega nekaj narediti. To lahko naredimo samo z aktivno zemljiško politiko, kar kontinuirano ponavljam, da je treba narediti. Tudi kar je kolega povedal, se v veliki meri strinjam in pa samo še dodal, subvencije niso potrebne. Če gradimo kakovostna in dostopna javna, neprofitna najemna stanovanja, teh ne rabimo. No, zaključimo po predahu, ostanite z nami. In smo v zadnjem delu Tarče. Gospod minister za solidarno prihodnost, kaj lahko rečete danes naši sogovornici, mladim, ki imajo redno službo, plačo, pa si ne morejo plačati niti najema? Kaj jim lahko danes rečete? Ja, mislim, da se danes v oddaji zelo dobro pokazali, kje je osnovni problem. Osnovni problem je, da je stanovanjsko politiko prevzel trg. Ravno zaradi tega ne morejo do doma tisti, ki tega potrebujejo. Tega se na Ministrstvu za solidarno prihodnost zavedamo. Tudi v vladi in v tej smeri delamo z gradnjo javnih neprofitnih najemnih stanovanj. Verjamem, da bo to prineslo korak naprej in mislim, da še nekaj smo se naučili danes. Stanovanje mora biti primarno dom za vse tiste, ki to potrebujejo in ne pa neka špekulativna raba
ali stroj za poganjanje dobičkov, tisti, ki ga imajo že tako preveč. Gospod Boštjančič, kaj vi lahko rečete mladim, ki kljub redni službi, dobri plači ne morejo si plačati niti najema? Je to normalna država? Zdaj, verjamem, da glede tega Slovenija ni neka posebna izjema, tudi drugod seveda razmere niso rožnate, je pa dejstvo, da je ta, kot sem rekel, neka specifična situacija, kjer se ni nihče s tem resno ukvarjal, pripeljala do tega, kar danes imamo. Tako kot so kolegi povedali, pravzaprav manjka trg ravno za študente, ki končujejo študij, za mlade družine, da si bodo lahko privoščili, in temu so namenjeni projekti, s katerimi se mi ukvarjamo. Tako projekti, ki jih bojo vodili stanovanjski skladi, republiški in posamezni občinski, kot projekte, ki jih bo izvajal SDH. Oboje je za namenom zagotoviti stanovanje za mlade družine, kot neko odskočno desko, da si bodo potem naslednjih čez 10-15 let lahko tudi na trgu kupili stanovanje. Gospod Ramšak, ali vam te zamisli, ki smo jih danes slišali od politike, tudi od gospoda Križaja, vlivajo zaupanje? Ogromno je očitno idej, manjka pa jasnost in konkretni ukrepi. Slišali smo o neki novi kategoriji stanovanj, nismo pa zares slišali, kaj ta stanovanja naj bi bila, kaj so neke varovalke, ki so tukaj notri vključene. Predlagam, da vlada za začetek poskuša poenotiti tudi znotraj namere in mnenja, pri tem vsekakor lahko pomaga stroka, ki, kakor mi je znano, zaenkrat še ni bila vključena v te razgovore. Potem pa predlagam, da se dobimo recimo čez pol leta, pa naredimo poračun in vidimo, kaj se je dejansko naredilo, in ugotovimo, ali sta se Nika in pa Zvonetov sin odselila v tujino ali ostali v Sloveniji. Gospod Križaj? Jaz bi morda res na tem mestu še za konec še enkrat potegnil usporednico z Avstrijo, kjer je pravzaprav, smo prej govorili o kadrovskih stanovanjih za določene segmente. Dejstvo je, da so se Avstrijci v 70-ih letih zavestno odločili, da so stanovanja kritična infrastruktura, da so stanovanja tisti konkurenčni element gospodarstva, ki poganja in privablja talentirane delavce iz vseh industrij in iz vseh poklicev. In sem mnenja, da pravzaprav povečanje števila in portfelja javnih najemnih stanovanj v kakršnikoli obliki bi pripomogli k temu končnemu cilju. Ampak to ste rekli leta 2031, kaj ne pa danes naredijo? Prehodno obdobje bo pa težko, se strinjam. Gospod Blažič? Ravno zaradi tega mora to prehodno obdobje biti čim krajše, oziroma ga sploh ne bi smelo biti, glede na to, da ima vlada že zdaj v rokah precej orodij. Mi smo v tej državi že enkrat naredili napako, da nismo regulirali tega trga in smo dobili bančno luknjo. Prebivalci države so ga odplačevali, zdaj bi radi, da zemljišča nasedlih naložb, ki so že enkrat bila plačana, grejo njim v namen za reševanje teh stisk, hkrati pa, da se takšnih stanovanjskih ekscesov in tržnih ekscesov več ne dovoli, da se jih strogo regulira. In še k sogovornici tjale pred luksuzna stanovanja, gospod Novak, so vas prepričali danes, vam je zdaj kaj lažje? Prle so se neke tematike, kjer mi je mogoče malo lažje, jaz upam samo, da bojo zdaj te ideje šle čim prej tudi v akcijo in izvrševanje teh idej čim hitreje. In da boste ostali tukaj in si rešili stanovanjsko vprašanje. Hvala lepa vam za sodelovanje in tudi vsem gostom tukaj pri nas v studiu. Hvala lepa tudi vam, ker ste nas spremljali. Vabljeni spet prihodnji četrtek o 20. uri. Nasvidenje in srečno.